Mateja Perpar iz pravljičnega gozda. O Srakonovi snubitvi. V zvoniku je odbilo 4 in 10 minut. Gospodična Srakovska, ki je bila med odzvanjanjem odletela, se je vrnila in sedla na rob line. Začela si je čistiti perje. Počutila se je neznansko srečna. Bila je namreč zaročena, cela 2 dni in pol. Natanko ob 4 in 10 minut popoldne pred 2 dnevoma jo je zasnubil Perči. Tako so sračje mladenke spogledljivo imenovale najbolj zaželenega sračjega samca, ki si je eno pero v repu barval spomladi, ko so zorele jagode, na rdeče, in jeseni, ko so zorele borovnice, na modro. Ampak to ni bilo še niti pol zgodbe. Gospodična Srakovska je bila na moč prikupna tičica, za katero se ni oziral le Perči, ampak tudi sam sračji župan Srakopan. Županovanje je bilo Srakopanu usojeno že od rojstva, ko je kot gol sračji piščanec prikljuval iz pegastega jajca na podstrešju županove hiše. Pri županovih se je bil, po svojih besedah, tudi naučil lepega vedenja. Okrog desnega gležnja si je nadel kovinski obroček, ki ga je županja izgubila, ko je nekega dne dajala zavese v pranje, in ta obroček mu je med sračjim ljudstvom prinesel poseben ugled. Srakopan je postal zelo spoštovan in njegova beseda je imela veliko težo in veljavo. Gospodični Srakovski je bil Srakopan čisto všeč. Vsakič, ko sta se srečala, se ji je globoko priklonil in ji poljubil perutnico. Tudi njegovo krakanje je bilo čudovito uglajeno. Imel je eno samo samcato napako, a te se ni dalo spregledati. Župan Srakopan je silovito škilil, eno oko mu je uhajalo navzgor, drugo navzdol. Če si ga pogledal od strani, njegova hiba sploh ni bila očitna. A če si ga zrl naravnost v kljun, kako vrtinči oči sem in tja, ne, Perči je bil zagotovo lepši. Pa še en razlog je imela plemenita gospodična Srakovska v mislih, ko se je odločala, kdo bo njen soprog. Med Srakami je namreč običaj, da ob zaroki ženin obljubi nevesti kakšno lepo, svetlečo stvar, ki jo potem na dan poroke ukrade in jo podari svoji družici. No, in Perči je v trenutku ljubezenske šibkosti obljubil svoji mili, dragi Srakovski nič manj kot mesec z neba. Na noč njune zaroke je sijal ščip, in ko je Perči ves raznežen zrl v črne očke ljubljene Srakovske, se mu je iz pernatih prsi izvila obljuba: Srakovska, če boš moja ptičica, ti prinesem mesec z neba. Še nikoli mi ni nihče rekel česa tako lepega, je bila ganjena Srakovska. Pa boš res zmogel? Jo je zaskrbelo. Tedaj je zavel skozi lino hladen piš in Perčija malce streznil. Odvrnil je, da je to, kot bi dejali pesniki, metafora, oziroma da se tole tako reče. A Srakovski se je v očesu zasvetila solzica in Perči je požrl slino in rekel, da zagotovo drži. In zaroka je bila potrjena. Že v nekaj urah so vse srake na vasi krakale in vsi vrabci čivkali,
kaj je Perči obljubil svoji izvoljenki. Perčijev ugled med ženskim delom sračjega prebivalstva je neverjetno zrasel in prav nič ni pomagalo, da so stari srakoni dvomljivo zmajevali z glavami. Župan Srakopan pa celo imenoval Perčija lunatik. Perči je bil junak dneva in vsi so napeto čakali poroko, ki se je imela zgoditi ob ščipu osorej. Šepetalo in čivkalo in krakalo pa se je tudi, da Srakopan Srakovske Perčiju ne bo prepustil brez boja in da bo verjetno napel vse sile, da bi mesec ukradel sam in tako osvojil njeno srce. Počasi, a zanesljivo se je bližal ščip in z njim poročni dan. Perčijevo pero se je modro bleščalo in Srakopanov obroček se je srebrno svetlikal v luči ščipa, ki se je bohotil na jasnem nočnem nebu. Prejšnje dni je deževalo in Srakovska je trepetala od strahu, da bi mesec prekrili oblaki in bi bila poroka preložena. Kot nalašč pa je bilo nebo to noč brez najmanjšega oblačka. Ščip se je nasmejanega obraza ogledoval v neštetih lužah in lužicah, v oknih hiš in celo v zloščenih čevljih mestnega stražnika, da o županovi pleši niti ne izgubljamo besed. Povsod je vladala napeta tišina. Naenkrat je tišino prekinilo vršanje perutnic. Proti debelemu srebrnemu mesecu sta se vsak svoje strani pognala oba srakona. Ptičja viteza sta na vse pretege mahala s perutmi, občinstvo pa je napenjalo oči in iztezalo pernate vratove, da ne bi zamudilo težko pričakovanega izida. Perči in Srakopan sta letela in letela, se napenjala in poganjala, zdaj je imel prednost eden, zdaj drugi. Občinstvu se je zazdelo, da je Perči že zmagovalec. Ne, zdaj se je prebil na prvo mesto Srakopan. Le še nekaj zamahov, še malo. Tekma je bila zelo, zelo napeta. Perčiju in Srakopanu pa se mesec ni zdel prav nič blizu. Začelo se jima je celo dozdevati, da se odmika, da jima miga in se morda celo malce posmehuje, a nobeden od njiju ni hotel popustiti. Verjetno bi bila Perči in Srakopan odfrčala v orbito, ko bi zemljo poseljeval samo sračji rod. Z bližnjega okna je dvoboj namreč opazoval mulec, ki se je ponašal z novo fračo. Mulec je z mize vzel radirko, napel fračo, nameril in treščil Srakopana naravnost v kljun. Srakopanu ni bilo jasno, kaj se je zgodilo. Videl pa je v tistem trenutku ne le eno luno, ampak najmanj 3 in še 2 rimski cesti. Zaprhutal je, zakrakal in strmoglavil kot kamen. Iz zbora sračjih opazovalcev se je utrgal prestrašen vzdih. Perči se je ozrl okrog sebe in spoznal, da tekmeca ni več. V naslednjem trenutku je ugledal Srakopana, kako pada proti zemlji, presodil, da bo še kdaj ščip, župan pa se lahko smrtno ponesreči in se divje pognal za njim. Dosegel ga je šele tik nad tlemi, ga s kljunom zgrabil za rep in se z vso silo pognal navzgor. Bilo je prepozno, da bi padec preprečil, uspelo pa mu ga je preusmeriti in že v naslednjem trenutku sta oba, Perči in Srakopan, med divjim ploskanjem sračjega občinstva z glavama naprej pristala v županovi živi meji. Mesec pa se je v istem hipu dramatično skril za oblak, ki se je bil priklatil od kdo ve kod. Prvi se je iz žive meje izkopal Perči. Hujših poškodb ni imel, razen obtolčenega kljuna in natrganega kremplja.
S pomočjo 3 najbolj mišičastih srakonov se je iz žive meje izkopal tudi Srakopan in takoj dvignil vik in krik, ker mu je bil pristanek v rastlini vsnel z noge njegov županski obroček. K sreči so ga takoj našli in mu ga izročili. Tudi Srakopan je bil nepoškodovan in še vedno primeren za županovanje, pa ne samo to. Udarec v glavo je imel čudovite posledice. Srakopan sploh ni več škilil. Njegovi očesci sta usklajeno pogledovali v vse smeri in med občinstvom na vrhu zvonika opazili objokano Srakovsko. Srakovska je pretakala debele solze in trobentala v robec, malo zaradi strahu, malo pa tudi zaradi razočaranja, ker z Luno ni bilo nič. Ampak Srakopan je možato odfrčal k njej in dejal: Srakovska, nesrečen splet okoliščin mi je preprečil, da bi te obdaril s samim mesecem. Tu je pokleknil na eno koleno. A dovoli mi, da te v tem trenutku predvsem sračim občestvom zaprosim za perutnico in ti v znamenje za roke in poroke podarim ta obroček. Srakovska je smrknila, pogledala Srakopana in zazdel se ji je najlepši srakon na nebu. Potem je pogledala Perčija, ki se je pustil obvezovati in občudovati 4 mladim sračicam, pa še enkrat Srakopana, ki ni več škilil, in se odločila: Juhu, jaz bom gospa županova. Srakovska in Srakopan sta si že takoj ob zori obljubila večno zvestobo. Perči pa je v znamenje zahvale postal županov modni svetovalec. Mesec pa je ostal na nebu, kjer sveti še dandanes.